meni kot delodajalcu onemogoča dati več temu delavcu, zaradi tega, ker mi država 60% zraven pristavi svojega piskarčka. Ne? In se mi zdi, da Slovenija bi mogla iti v smer razmišljanja delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. In tukaj smo v bistvu med najslabšimi v Evropi, s temi prispevki pa dejatvami, ki jih... Ja. Ne, glih tam nekje v povprečju smo. Tam drugi, tretji na ravni cele Evrope. Ja. Ne. Ne? Ne. Kje pa smo? Slovenija je nekje v povprečju, kar se tiče pač obdavčitev. Imamo mogoče malo nadpovprečno obdavčeno delo, hkrati imamo... Verjetno govoriš generalno, ne govorim za višje progresivne prispevke, ki te doletijo, ko gre plača onkraj povprečne. Samo to, da sva ful jasna. Ja, ampak se ti zmeram pogledaš to davčno lestvico pač v celoti, ne? Vem, ampak jaz sem primer sem dal izključno ta primer, ne? Mi hočemo visoko dodano vrednost ustvarjati in zato moramo dobre kadre dobro plačati. In če ti hočeš dober kader dobro plačati, boš plačal ekstra več s prispevki. Ja, ampak pri nas je to še disproporcionalno manj, kot to velja za dobre plače v razvitejših državah. Kakšno Belgijo se rado navaja kot primer, ko ima še nekajkrat večjo davčno obremenitev od slovenske za ta visoke plače, ne, skratka. Ampak daj se, greva po vrst. Bova dala to spodaj, ampak zaposlujem tudi po Evropi, in ja, ne vem, ne vem, kaj ne ti rečem, tukaj je neugodno okolje glih zaradi te progresivne lestvice. Mislim, s tem se absolutno ne strinjam, ampak greva pač čisto po vrst, ne.